pa bi se glasilo nekako tako, kako razvijate, oziroma kako bi lahko pri svojem strokovnem delu vrednote, v katerih ste govorili, razvijali, poudarjali, plemenitili, jim dodajali nove, jih korigirali. Zdi se namreč, da v današnjem svetu, da se temi o načrtovanju prihodnosti pravzaprav vse bolj pridružuje tudi tema o varovanju prihodnosti. Kakšna je na osnovi teh vrednot, ki ste jih omenili, vizija razvoja Velenje? Andreja, spet se bomo malo vrnili k tvoji razstavi. Ta razstava, ki se jo pripravlja, hkrati pa tudi drugo delo, ki je zelo raznoliko, ki ga upravljate v knjižnici Velenje, se pravi ti in ekipa, lahko razumemo kot način, kako lahko pri svojem delu poudarjate vrednote mesta in hkrati izobražujete javnost in izpostavljene vrednote na nek način ohranite, že s tem, da jih tudi evidentirate. Danes smo slišali marsikaj o vrednotah našega mesta, zelo raznoliko. Kaj se ti zdi, da že počneš? Ali pa bi še lahko, da bi vse te prepoznane vrednote ohranjali? In pri tem me seveda bolj kot pogled zgodovinarke zanima pogled sociologinje kulture. In nenazadnje, kako bi ali pa bo izgledala razstava Preobrazba mojega mesta skozi desetletja, pripravljena leta 2050. Ja, kako bo izgledala razstava leta 2050, to ne bo več v mojih rokah, bo pa morda v rokah tistih, naj izkoristim to priliko in povem, da načrtujemo v naslednjih številkah šaleških razgledov prav eno posebno številko, če ne posebno številko, pa tematski sklop o prihodnosti industrijskih mest. In že vabim, mislim, bodoče avtorje, da bi razmišljali o vizijah in teh temah. Upam, da bodo honorarji zagotovljeni. Takrat bomo šli pač v to. Zdaj, jaz se pri svojem delu na domoznanskem oddelku, to delo je zelo interdisciplinarno in zanimivo. Pripravila sem to razstavo, zdaj imam tudi en ciklus razstav Stare hiše, eno sem imela leta 2015, v naslednjem letu bom nadaljevala. Ker sem pač zgodovinarka, sem zelo navezana na preteklost, ampak sem zdaj tekom te razstave, namreč niste me vprašali, kaj je moja vrednota mesta. Lahko potrdim Danieli, da premalo cenimo modernistično zasnovo. In moja vrednota je prav to, ne vem, sozvočje med racionalno zasnovo, stavbami, Trencov koncept funkcionalistične arhitekture in sozvočje z zelenimi površinami, z različno vegetacijo. To je moja vrednota, če lahko še to povem. Zdaj, o prihodnosti pa ne vem, ne bi mogla razvijati teh prostorskih vizij, zato so tukaj strokovnjaki, ampak kot rečeno, lahko pomagate ustvarjati vsebine, da bomo mi to potem zapisali, hranili in... Ampak se tukaj je tudi vloga izobraževanja, da se na ta način pohranite, pravzaprav izobražujete in prenašamo vedenje v teh vrednotah. Seveda, velika vrednota je tudi varstvo kulturne dediščine. To je stvar knjižnic, muzejev, vsi se ukvarjamo s tem, pač vsak na svoj način. In te vsebine tudi predstavljamo, recimo ena od možnosti je, da bi bila prihodna okrogla miza v knjižnici pred domoznanskim oddelkom, tudi ne. To potem dodaje širino, če govorimo o različnih strokah, različnih prostorih. Da smo interdisciplinarni, sodelujemo, smo odprti za vse. Eno pa v letnem kinu, recimo. Absolutno, hvala. Peter Rezman, kako kot sam opisuješ sebe, elektrotehnik, ekološki aktivist, politik, literarni ustvarjalec, prozaist, kar sem sicer že povedala, in kot večkrat zapišeš samouk, plemenitiš prepoznane vrednote v Velenju.
Nedavno si nam na kratko vrisal vsebino tvojega novega romana, ki si ga že omenil, z naslovom Mesto na vodi, še ni izšel, ki se spet dogaja v naši dolini. Je vizija razvoja Velenja tudi del te vsebine in kakšna bi lahko bila, morda v kontekstu tega romana ali pač tudi ne, vizija Velenja? Bolj neko, ja. Mogoče, če gremo tam naprej, ko sem prej končal, da jaz mislim, ampak res to so moje pisateljske zaznave, to ne sodi v elektrotehnično stroko, ki se ukvarja z aparati, ki ne smejo povzročiti eksplozije metanov v javno. Skratka, ena taka moja pisateljska zaznava je ta, da se bo zdaj Velenje počasi moralo nekako odpreti. Velenje funkcionira iz moje, spet bi rekel, te zaznave, kot nekakšen pralni stroj, vsi smo noter zaprti, ta centrifuga nas vrti, en drugega žulimo in približno tako tudi grejo denarni tokovi. Ta ves denar, ki se na nek način pridela skozi knapovske plače, se je vsa ta leta skušal obdržati v Velenju. Zato tudi Velenje ni kolikor toliko odprto navzven, ali pa če hočete, zato Velenje nima avtoceste Celje, Velenje, Slovenj Gradec, Dravograd, ampak planira avtocesto Šentrupert, Hartl, deponija Pepelj. No, mislim, to Velenje se bo moglo odpreti, tako kot je cesta, je tudi železnica. Železnica je, Marija, recimo, ko sem razmišljal o Mariboru, oziroma ko sem se učil v Mariboru, nekaj do leta 1000, to nisem vedel. Verjamem, da kdo od vas, pa večina od vas ve, ampak jaz bom to obnovil, čisto na kratko, da boste razumeli, o čem govorim. Do leta približno 1850 sta bila Maribor pa Ptuj približno enaka majhna mesteca ob Dravi, kjer so bili pristani za splave teh ljudi, ki so fedrali les iz Koroške v Srbijo, rečemo z današnjimi besedami. No in potem je Avstro-Ogrska monarhija se odločila, da bo naredila železniško povezavo Dunaj-Trst in so prvo progo načrtovali preko Ptuja. No in potem, ko so dali koncesijo nekim privatnikom, so ti privatniki začunali, da bi bila malo bolj poceni, če bi pa le šli na Maribor. No, skratka, železniška proga Dunaj-Trst, vmes sta bila Ljubljana pa Maribor, je dala zagon Mariboru, da je Maribor to, kar danes je, zato, ker je tako nekje na pol poti se rekli, bojo pa te železniške delavnice in tako naprej, in iz tega pride potem, bi rekel, Maribor kot danes drugo največje mesto, ali pa takrat eno največjih mest na Štajerskem. Podobno je z Velenjem, skozi Velenje pravzaprav nikoli nisi prišel nikamer. Velenje ni v nikogaršnji poti. Velenje je bilo samo sebi zadost in če se Velenje ne bo odprlo, jaz vem, da ne bo ponovno delalo Štrekne iz Celja, pa čez Velenje mislijo po Slovenj Gradec, pa v Dravograd, ampak nek sistem bo moglo pogruntati, da se bo odprlo. Da se ne bo uresničila, bi rekel, nekakšna literarna vizija v tem romanu, ko se Velenje pač potopi na dnu Velenjskega jezera. Ne bi zdaj delal reklame za roman, ampak hočem reči to, da je ta velika priložnost, ki jo mesto kot tako danes ima, ne vemo pa, a je mesto že tako veliko, da se bo zdržalo oziroma da bo preživelo brezkolno, čisto preprosto povedano, da vse to razumete. In upozoril bi na eno razliko med tem, kaj si mi mislimo, pa planiramo, pa kaj govorimo in kaj je v resnici že kar iz tega pogovora danes tu.
Gospod Mori je rekel, da ga fascinira pozdrav srečno. Vsi vidimo napis srečno, ko pridemo na pač v tej utornici na tem nebotičniku, ki je tudi v grbu. Ampak jaz se spomnim, veste, v jami se nismo knape med sabo pozdravljali srečno, ampak smo si rekli srečo. Skratka, ni to, da jaz nikomu rečem nek abstraktni srečno, ne? Ampak jaz tebi zaželim srečo. Ko se vidimo tam, je to srečo. Ne? Nekaj podobnega bi rekel razliko med tem, kaj beremo, prebiramo, se učimo iz teh zgodovinskih knjig, kakor jih imamo do zdaj v Velenju, je ta mit o ne vem kaki entuzijastični izgradnji mesta, kjer so vsi veseli zjutraj ob pol šestih leteli s kratkim na traso, delali zvečer do 10, pa še nesrečni domov, pa kam je čakali, da bo drugo jutro svida, pa le spet naprej regulirali pako. Jaz sem govoril z ljudmi, z mojimi starši, ki niso gradili, ampak v jami še srečo v knape, ko so rekli, kurs mogli smo iti delati, če ne je bilo pa vse narobe. Skratka, več ali manj je bila ta entuzijastična pripoved Velenja, ki jo danes tako povzdigujemo, je bila kar precej prisilna. Če nisi šel na ših, si imel pa skoraj prav. Ja, ampak ta entuzijazem je pa ta odnos, o katerem je Mateja pregovorila, je pa vsem, kljub temu, da je bilo potrebno delati enostavno, ker ti drugače vrednotiš, ko neki sam delaš, ne glede na prisilo. Mi to danes tudi poudarjamo, ampak po drugi strani je pa fajn tudi, da to plačamo, ker več kot 80% tistega dela ni bilo plačanega. Mi bi pa danes fajn plačali, če dobimo plačano, ti si rekla honorarja, če se skratka... Nekateri se malo bolj smejijo. Najlepša hvala, Rok. Omenil si kar nekaj vrednot, ki jih vidiš v tem prostoru. Verjetno se ti vsaj potikam izrisuje neka vizija oziroma želja v zvezi s tem prostorom. Zdaj predvidevam, da nam je vsem tu bolj ali manj jasno, da arhitekti pri potem konkretnih snovanjih vsega skupaj ne moremo slediti zgolj nekim svojim vizijam in željam. Ampak zanimalo pa bi nas, če lahko mogoče na kakšnem res konkretnem primeru pokažeš, če ti je pa to kje uspelo. Se pravi, da se kakšna vizija, vrednota vidi. Bom povedal tak primer, ki je bil res srečen primer, to je bila revitalizacija Vile Bianche. Takrat smo zelo lepo sodelovali s Spomeniškim zavodom, sicer objekt tak je bil zelo uničen, kar je bilo na nek način sreča, bom jaz rekel, za arhitekta, zato ker noter ni bilo več praktično kaj vrsta. In smo se lahko privoščili en tak dvodelno arhitekturo, ki je navzven historicistična, ki je navzven našminkana v tem, ki rekonstruira to nekdanjo podobo objekta navzven in navznoter prikazuje pač neko sodobno reakcijo na to, kar je pač sploh še bilo ohranjenega od tega objekta, se pravi stavbo kot ruševino navznoter. Takrat je bilo pravzaprav tudi kar težko občino prepričati, da je tudi ruševina lahko vrednota, da je ruševina tudi nek legitimno stanje objekta, da ni treba pač zida na vsak način pokrpati pa zgladiti v neko perfektno ravnino, ampak mu lahko pustimo tisto, da pač ima tak izraz, kot ga pač ima v tistem trenutku. Ker takrat so me še vsi zelo prepričevali, ja, dajmo kar tam 3 okenčke naredimo, pa pokažemo, da je opeka not, če že glih moramo. Ampak k sreči je bilo v popisu to, da je treba vso opeko speskati, pa na novo prefugirati, in pa pač niso mogli druga kot to narediti. To bi se rekel, da je bila ena taka dosti srečna intervencija, da smo vendarle imeli, ali da vendar je bilo ohranjenih še neki drobčki od tega primarnega gradiva na fasadi, da smo lahko določili pravo barvno paleto, da so bili ohranjeni profili, da smo jih lahko vsaj približno sparafrazirali, da so bile ohranjene stare fotografije, da smo lahko ritem oken na fasadi rekonstruirali.
pa da smo hkrati noter bili dovolj pogumni, da smo naredili te nove volumne, ta nov sistem funkcioniranja vile, ki pač prej ni delovalo na tak način kot nek javni objekt. Tu se mi zdi, da se je pač res srečno poklopilo v nekem trenutku ta staro, novo, neka reakcija na neko zatečeno stanje, ki je pač bilo degradirano urbano območje tam na robu mesta. Drugače pa za naprej se mi pa zdi ključno to, da če se zdaj ozrete okrog sebe, vidite par ikoničnih arhitektur. In tukaj najbrž ni dileme, da te stvari treba ohraniti. Ampak ohraniti v kakem stanju. To stanje zdaj je že premaknjeno od tistega originalnega stanja. Koliko je še originalne substance ohranjene? Recimo, če tule za slabo pogledamo, občina, kot ena taka ikonična slava, ampak zamenjana so bila vsa okna, se pravi, originalna členitev je šla, okna so danes drugače oblikovana, niso več lesena, so plastična, se pravi, koliko je ta stavba še, volumensko je še, fasada tudi taka, še ima neko osnovno, ampak ta pattern, ta vzorc okn, ki je ustvaril eno značilno geometrijo, ta je pa zgubljen, pa originalno tkivo, originalni material je zgubljen. Ampak zdaj, ko delamo razstavo na gradu, pa smo prikazali tam modernistični čas Velenja, ene klopce ni več, enega koša ni več, enega korita ni več, vsa ta urbana oprema je dejansko brisana. Se pravi, preden bi bilo to prepoznano kot kvaliteta, je že bilo zbrisano ven iz prostora. Svoj prostor je dejansko osiromašen za nek layer, ki je tukaj noter bil, pa ga vidimo tle, ampak v veliki meri ga pa ni več. Tudi, če hočemo to ohraniti, rabimo najprej eno ful dobro bazo teh podatkov, originalne načrte, da ne bomo vsak za sebe spet hodili po nekog arhivi, pa iskali, pa gruntali, kje bomo še našli kak podatek, ampak da bo to vse zdigitalizirano na klik, nekje dostopno. Tudi vse te fotografije, ki jih imajo, pa grajske zbirke, kar je to še, to je treba spraviti na internet, to ni drugo, kot zdigitalizirati pa objaviti, da ne bomo kar naprej se ciklali v istih stvarih, v katerih smo že enkrat nekaj vedeli, pa spet iščeš, kje se tisto nekaj prebral. To je kot osnova za to, da ohranimo to, kar je že bilo kvaliteta, ali pa kar je kvaliteta v prostoru. Za naprej je pa zelo težko se obraniti temu diktatu kapitala ali pa diktatu politike, kam naj se mestem smeli. Tukaj pa arhitekt zelo težko reagira. Drugače, kot da poskuša po najboljši vesti kanalizirati nek proces, katerega je ujet, da se pač ne bi čim manj škode. Daniela Brišnik v svoji predstavitvi si zapisala, da je največji izziv konzervatorstva pravzaprav najti pravo pot pa kombinacijo med zahtevami današnjega časa pa omejitvami, ki dejansko izhajajo iz varovanih vrednot kulturne dediščine. Je mogoče že vzpostavitev tega pravega odnosa neka nova vrednota, katere vrednote in vizijo, kako se lotiti dela? Bom se navezala na Lambertovo izjavo, da mesto Velenje ne bi smeli dati spomeniškemu varstvu, ker je mesto živo. Jaz bi bila zelo vesela, res bi bila zelo vesela, če bi v Velenju urbanizem funkcioniral na tak način, da Zavod za varstvo kulturne dediščine ne bi bil zadnji branik, ki se bori proti plastičnim oknom, proti čudnim barvam na fasadi, proti zapiranju balkonov, proti potvarjanju neke originalne substance. Če nam ne bi bilo treba razlagati, da mesto moderne ne pomeni modernega v današnjem pomenu besede, ko lahko vsak počne, kar hoče, ko lahko vsak zapira svoje balkone, vsak mala svojo hišo tako, da imamo Benetton varianto in tako naprej. In če bi nam to uspelo, če bi postavili ene temelje, če bi Velenje znalo ovrednotiti to, kar ima, če bi imeli dober urbanizem, potem bi bila jaz zelo vesela, če mi ne bi bili več skrbniki, ker je dejstvo, da mesto živi, ampak se bojim, da stanje ni takšno. Resnično se bojim, da če spustimo iz rok, bom tako rekla, toliko, kolikor zmoremo in zmoremo dejansko premalo spremljati posege v Velenju. Dejstvo je tudi, da ocenjujem, da po mojem 40-50% raznih posegov, ki se v Velenju dogajajo,
do Zavoda za spomeniško varstvo sploh ne pride, potem mislim, da bi bili zmagovalci. Tako pa je vse, kar se tega tiče, vizija tega sodelovanja ne najbolj bleščeča, bom tako rekla, delamo na nekaterih projektih, ki potekajo izjemno dobro, kjer so rezultati izjemno dobri, potem pa se ti zgodi, da greš čez mesto in te zaboli glava, ker ali so že bili dogovori v eni zadevi, pa je zadeva izvedena povsem drugače, ali pa o nekih načrtovanih posegih v prostor, absolutno in sploh niti obveščeni nismo. Tako da, če nam uspete Velenje, bom tako rekla, odvzeti na pozitiven način, potem je to dobra vizija, me pa strah, da temu ne bo tako. Najlepša hvala. Hvala. Zdaj že vsa ta raznolikost mnenja, ne, ki se že kaže, a ne, vse bolj govori o tem, da pravzaprav je pogovor potreben, in da je treba o stvarih razpravljati in da so notri prisotne različne stroke, ne. To zaist. Mogoče bi sam to dodala, ko je prej Rok govoril o urbani opremi. Leta 2016 smo krajinske arhitektke imeli razstavo v resnici v smeri inventarizacije starih krajinsko-arhitekturnih elementov in nekih je še, ne. Jaz si želim, da bi ostali, ne, še tam je pri DK-ju ena luč, ne. Da, če bo občina slučajno se odločila, da naj gre stran, bi jaz prosim na svoj vrdal, no. Kar ni primerna izjava, ampak recimo. Isto tvori, ne. Pravzaprav vam ne zavidam današnje vloge, ker ste v resnici na nek način kot edini politik med nami. Hkrati sem pa zadovoljna, da ste, ker se mi zdi to zelo pomembno za kontekst današnjega pogovora. In če smo že izpostavili, da se odnos do vrednot mesta Velenje, oziroma da odnos do vrednot, ki jih ima institucija, občina oziroma trenutna lokalna oblast odraža skozi njeno delo, me zanima, kako se vsi ti načrti in izvedbe vključujejo v vizijo razvoja mesta in kakšna je v tem kontekstu ta vizija. Danes me prvič ne bi imenoval, da sem politik. V bistvu sem jaz na nek način odgovoren, da vse tisto, kar politika odloči, na nek način v mestu realiziramo. Seveda tudi pri nas se marsikdaj lomijo kopja, kaj se tiče same arhitekture v mestu. Mogoče bi na tem mestu povedal, da ravno v teh dneh pričakujemo še zadnje soglasje, da bo sprejet občinski prostorski načrt celotnega mesta, katerega delamo 6 let, ampak ne po naših krivdi. Da vsa soglasja pridobiš od vseh ministrstv, ki so si nasprotujoča, ni prav zabavno. Sklicova se sestanke, tako da se verjamem, da bo na naslednjo sejo občinskega sveta tudi ta krovni dokument, ki na nek način postavlja temelje za razvoj arhitekture ali pa gradnje urbanizma nekega mesta, končno dobil moderno podlago, da bomo lahko razvoj mesta, kar se arhitekture in gradnje tiče, postavili na druge modernejše temelje. Vse, kar sem zdaj slišal, vaše pripombe, kar se mesta tiče, moram reči, da tudi kritike, katere so bile izrečene, pa verjamem, da tudi marsikatera, če nas je upravičena, so vsekakor na mestu in tudi tak pogovor, ki ga imamo danes tukaj, da slišimo vse vaše mnenje, pripombe, mimogrede tudi med občinstvom so vsi naši arhitekti z Urada za urejanje prostora. Vsekako pripomore tudi k izoblikovanju stališča pa mnenj že preden, da karkolikšno stavbo v mestu naredimo. Tu je moram povedati, da tudi kar se same zakonodaje tiče, ki je na nek način tudi milostna, kar se tiče nadzorov in pa ukrepanja v primeru, da se ne spoštujejo določila, katere določa ali Zavod za varstvo kulturne dediščine ali ostali, ni takšna, da bi lahko pričakovali, da se bo učinkovito ukrepalo na samem kraju, da do tega prihodnje ne bo prihajalo. Mislim, da na tem mestu lahko največ naredimo, da poskušamo ljudi prepričati, ozavestiti, kaj pomeni mesto moderne,
kaj pomeni spoštovati tisto, kar naročijo, ali pa dobijo dovoljenje za gradnjo kot tako. In jaz srčno upam, da vsi ostali investitorji, ne samo mestna občina Velenje kot taki, spoštujejo to zakonodajo, da jih zavizuje in da izvedejo gradnjo tako, kot je potrebno. Jaz verjamem, da tudi včasih smo na nasprotnih bregovih za varstvo kulturne dediščine, ampak jaz tudi verjamem, da skupaj z svojimi strokovnimi sodelavci najdemo vedno eno skupno rešitev, da pripomore k temu, da je zgradba takšna, kot mora biti. Mogoče povem en primer, ravno zdaj z gospodom Polecom gradimo ta nov oder, prediten prostor na jezero, smo poskušali neko rešitev najti. Je seveda gospod Polec svoje delo kot vedno prav odlično in podal 3 variante. Tale, taka, tale je pa še ena ful dobra, odlična, ampak stane. Meni 200 pa 250 tisoč evrov več. To je pa tisti vidik, kateri je mogoče celo prepogost, kar se tiče občinske uprave, našega dela, ki je tudi bistven. Cena. In v okviru te cene poskušamo narediti maksimalno, kar se da. In tudi poštevati vse tice smernice, katere dobimo, in pa na koncu koncev, da bomo vsi, ko bo enkrat ta projekt izveden, vsi zadovoljni, veseli in ga tudi uporabljali za naslednje generacije, ne samo za nas v tem trenutku, kar pa ni vedno enostavno. Trenutno se borimo še z enim onesnaženjem našega mesta, katerim do sedaj še ni bilo govora, in sicer to je oglaševanje. Veliko oglaševanje našega mesta. Pri vhodu v Velenje. In že 3 leta se borimo, oziroma zdaj pravim, ko bo občinski prostorski načrt sprejet, da bo malenkost lažje, ker imamo ta območja točno določena, da bomo lahko tudi učinkovitosti zoperstavili temu. Ampak dejansko je kaj gršega mesta, ko je pa to nekontrolirano oglaševanje, dejansko ne pozna. Tako da tudi na tem področju bo treba še marsikatero narediti. Vsekakor pa za prihodnost Velenja, tudi arhitekturnega ali pa nasploh življenja, ali pa tudi v prihodnje te tranzicije na zeleno, jaz moram reči, da se za mesto, pa za prihodnost mesta ne bojim, sem optimist in verjamem, da nam bo vsem skupaj, bom rekel, uspelo to mesto prepeljati v čisto neko drugo dimenzijo. In da bojo tu za nami živeli še naši zanamci, kar nekaj 100 let. Mogoče samo en klic. Omenili ste recimo eno od stvari, ki se izvaja, ta oder, na katerega avtor je tu. Če vprašam, recimo, to je načrtovana stvar, ki se izvaja, kako mesto pa ima v viziji Velenja, če sem jo vprašali leta 2050? Oder in prediten prostor. Jaz mislim, da bo to prvi takšen objekt v Velenju, ki bo na nek način Velenje dodatno postavil na zemljevid turizma v Sloveniji. Ravno včeraj smo dobili še eno priznanje na področju turizma, to je Slovenija Green, sicer srebrni znak, zato je veliko dela in truda vloženega. Sama vsebina, kaj bo to prineslo, mogoče potem lahko kasneje tudi Dragan pove, če vodijo Rada za družbene dejavnosti, kateri se ukvarjajo z vsebino in pa seveda direktorica festivala, katera tudi med nami. Vsekakor bo pa to en edinstven projekt v tem delu, bom rekel, Evrope, in to v čist vseh pogledih. Jaz mislim, da takšnega bližini nas nikjer ni. In mislim, da bo imel nekakšno takšno vlogo, kot ima recimo v Lendavskih Goricah ta Vinarium. Mesto bo zagotovo prepoznano tudi po tem objektu. Hvala lepa. Pa bi šli še naprej. Darja si mentorica številnih študentskih del natečajnih rešitev, ki so nagrajevane v bistvu največkrat celo s temi najvišjimi nagradami. Recimo, če bi te zdajle postavila v vlogo sestavljalca delovne skupine, ki bi naj se ukvarjala s prihodnostjo Velenja. Recimo, kakšna bi bila vaša vizija, predvsem kdo bi v tej ekipi bil, katere stroke.
Se pravi, kakšna znanja, mogoče tudi kakšne neke osebnostne lastnosti, predvsem pa kako bi ta proces izgledal. Hvala za vprašanje. Takole bi rekla, ne. Sigurno samo ena stroka ne more rešiti mesta. Mogoče bi tukaj izpostavila to, da se najprej sploh moramo zavedati, kakšne probleme rešujemo. Ne. Ker ko bo to jasno, potem vemo, kdo mora pri tem sodelovati. Jaz recimo sploh ne verjamem več v te neke velike vizije ali pa neke, ne vem, vizionarske poglede, ker preprosto današnji čas tega več ne dopušča. Je zelo naivno ali pa nerealno pričakovati, da lahko z nekimi velikimi potezami pristopamo k reševanju mest. Zdaj, seveda lahko imamo nekega investitorja, recimo kot je območje BTC v Ljubljani, ki je neko komercialno območje, kjer lahko investitor, ker ima kapital, postavi neko vizijo in dela v tem mestu, pa če ga razvija tako, ampak ko govorimo o nekem mestu, ki je pa stvar javnega interesa, se pa tukaj zadeve seveda zelo zakomplicirajo. Tako da zdaj ta največji izziv, ki ga moramo rešiti, bi izpostavila mogoče Richarda Seneta, ki pravi, da je najnujnejši izziv današnje civilne družbe življenje z ljudmi, ki se razlikujejo ekonomsko, etično, versko, ne? In te ljudi moramo imeti na enem kupu. To bodo vedno večji problemi na tem področju, najbrž tudi sami to opažate. Bi pa tudi izpostavila vedno bolj popularno Greto Thunberg, ki pa pravi, da moramo pri tem poslušati znanost in pa stroko, ki svari pred podnebnimi spremembami. Ko govorimo o mestih, vemo, da so mesta zelo veliki toplotni otoki. Tukaj v Sloveniji so že recimo razlike, ko govorimo o Ljubljani. Je Ljubljana veliko večji toplotni otok, ali pa recimo, ko smo v Škofji Loki, ki je manjše mesto, ki ima zelo dobro naravno lego in je zelo dobro prevetreno. Se pravi, po noči se temperature v Škofji Loki zelo zmanjšajo, saj se mesto shladi, medtem ko se v Ljubljani ne. In te razlike so zelo velike. Zdaj, kako sestaviti to ekipo ali pa kako pristopiti k temu reševanju problemov v mestu, bi jaz rekla tako, teh problemov je več, te probleme zato razrešujejo različne skupine ljudi. Če bi samo mogoče take 4 največje izpostavila, danes smo priča temu, da so naš javni prostor v mestih zasedli avtomobili. Se pravi, ulice, prometne ceste so na njih avtomobili in so pešci izrinjeni iz javnega prostora. In tukaj moramo delati na temu, kako to rešiti, se pravi, moramo načrtovati mesta po meri